Živijo dijaki! Danes bomo raziskali razvrščanje in lastnosti kovin. Pa začnimo. Najprej imamo alkalijske kovine. Mednje spadajo litij, natrij in kalij. So zelo reaktivne, še posebej z vodo, in jih v naravi ne najdemo kot čiste elemente, ampak le kot spojine. So mehke, imajo nizko gostoto in se topijo pri relativno nizkih temperaturah. In, so odlični prevodniki električnega toka. Nato imamo zemeljsko-alkalijske kovine. Pomislite na magnezij, kalcij in barij. Te so manj reaktivne kot alkalijske kovine, a še vedno precej živahne, še posebej s kisikom in vodo. So trše, imajo višja tališča in tudi dobro prevajajo elektriko. Prehajamo na prehodne kovine. To je velika skupina, ki vključuje železo, baker, zlato in še več. Znane so po svoji trdoti in odpornosti proti koroziji. Te kovine zlahka tvorijo zlitine in učinkovito prevajajo elektriko in toploto. Najdemo jih v vsem od gradbeništva do elektronike. Zdaj pa se pogovorimo o kovinah Pi bloka. Sem spadajo aluminij, galij in indij. Imajo sijoč videz in so nasplošno lahke, vendar bolj krhke v primerjavi s prehodnimi kovinami. Aluminij je na primer priljubljen zaradi svoje lahkosti in odpornosti proti koroziji. Potem imamo lantanide. Pomislite na ceri, neodim in lantan. Te redke zemeljske kovine so ključne za sodobno tehnologijo, kot so trajni magneti in polnilne baterije. Čeprav se imenujejo redke, so bistvene za številne industrije. Sledijo aktinidi. Ta skupina vključuje uran, torij in plutonij. So zelo radioaktivni in se uporabljajo predvsem v jedrski energiji. Uran je na primer ključno gorivo v jedrskih reaktorjih. Ne pozabimo na postprehodne kovine. Te najdemo med prehodnimi kovinami in kovinami P bloka v periodnem sistemu. Pomislite na svinec, kositer in bizmut. So manj prevodne in bolj krhke v primerjavi s prehodnimi kovinami, vendar imajo še vedno svoje uporabne lastnosti. Zdaj pa žlahtne kovine. Sem spadajo zlato, srebro, platina in paladij. Te kovine so odporne proti koroziji in oksidaciji. Zato se svetijo v nakitu in industrijskih aplikacijah, kjer je ključna trajnost. Poleg tega so odlični prevodniki električnega toka in toplote. Nato imamo težke kovine. Sem spadajo svinec, živo srebro, kadmij in arzen. Znane so po visoki gostoti in potencialni strupenosti. Zato so te kovine strogo regulirane, da se preprečijo okoljski in zdravstveni problemi. Nazadnje so tu še druge kovine, kot sta silicij in arzen. Pogosto jih uvrščamo med polkovine zaradi njihovih umestnih lastnosti med kovinami in nekovinami. To je to. Kovine so razvrščene glede na njihove kemijske in fizikalne lastnosti ter njihov položaj v periodnem sistemu. Vsaka skupina ima edinstvene lastnosti, zaradi katerih so dragocene v različnih panogah, od proizvodnje energije do nakita in napredne tehnologije. Ne pozabite, razumevanje teh lastnosti nam pomaga, da te neverjetne materiale kar najbolje izkoristimo v vsakdanjem življenju. Hvala, ker ste si ogledali. Všečkajte in se naročite za več odlične vsebine. Se vidimo.